Živja, sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. In se spomnite, vsak teden vas spomnim na to, da pojdite ven, vsaj na kratek oddih, da prejmete svoj navdih. Tokrat so mene angeli presenetili in mi poslali tako, oziroma organizirali tako navdihujoč vikend s toliko čudovitimi stvarmi, da sem jim neizmerno hvaležna. In na koncu bom z vami delila vse te tipične septembrske dneve. Da zdaj pa poglejmo, kaj so nam angeli pripravili za ta teden, ki je pred nami. Vitez ognja. Prva karta je vitez ognja. Vitez ognja, kot že karta pove, predstavlja ognjeno energijo oziroma nekaj, kar se zgodi zelo na hitro in zahteva našo takojšnjo pozornost. Ampak kljub temu pa zahteva od nas, da stvari premislimo. Vitez ognja je energija, ki je drzna, ki je pustolovska, ki je nemirna. Se pravi, kje so tiste ognjene zadeve, pa recimo temu strast, ki v tem tednu prihaja na plano pri vas? Kaj je tisto, kjer je energija tista, ki se želi izraziti, in to zelo hitro, ampak vas hkrati nekako opozarja, da ne biti pa prehitri. Da je treba tudi malo razmisliti vmes. Pravica in nadangel Raguel. Nadangel Raguel se je že pojavil v prejšnjem tednu, če se ne motim, in sicer še vedno se stvari uravnavajo. Še vedno ni vse padlo na svoje mesto in še vedno je potrebno sprejemati tiste prave odločitve. In če povežemo s prejšnjo karto, z vitezom ognja, pridejo stvari na hitro in takrat se je treba odločati. Takrat je treba slediti temu, kar vemo, da je prav. Prejšnji teden sem rekla, da ni nujno, da nam paše. Velikokrat namreč izbiramo tisto, kar je bolj prijetno, pred tistim, kar je prav. Kako vemo, da smo prav izbrali? Zato, ker se zvečer uležemo k počitku in lahko zaspimo. Če se nismo prav odločili, če smo povozili svojo notranjo pravičnost, potem zvečer ne moremo zaspati in nam to v mislih bega. Tako da kje res sprejemate tisto, kar je prav, in delate tisto, kar je prav. To je tista notranja etika, ki nam tudi pomaga potem, da lahko stojimo za tem, kar smo se odločili. In tretja karta, kralj vode. Kralj vode se pravi vnaša v celotno situacijo čustven vidik, kar pomeni, da je potrebno odpreti svoje srce, kar pomeni, da je treba poslušati svoje občutke in jih spoštovati. Ta energija, ki se zdaj spušča, govori o tem, da en določen del dostojanstva in to tistega srčnega dostojanstva je v tem tednu zelo pomemben. Če ste zmedeni, če ne veste, kaj bi, pojdite pa poiščite nasvet. In a je ta nasvet okej ali ne, boste vedeli potem, a čutite to ali ne, a je res iskreno, a vibrira z vami. Tako da stvari v tem tednu se bojo še uravnovešale. In tisto, kar bo poskrbelo za pravilno uravnovešanje, je ravno razmerje med energijo, med tem ognjem, med strastjo in pa čustvi v smislu, da je treba
včasih tudi malo počakati, pustiti, da malo vode odteče, da nekaj vode preteče in delovati v skladu s tistim, kar čutimo, da je prav. Tako da v tem tednu vam želim, da greste čim bolj mirno skozi, da se ne pustite zmesti energijam, ki so precej močne, in da sledite svojemu notranjemu občutku, svojim čustvom. Ampak res, poslušajte sebe na prvem mestu, potem šele vse ostale. Tako da želim vam en čudovit teden, poln angelskih navdihov. Pojdite ven v naravo, ki vas lahko prečisti. Dajte si možnost, da se oddahnete, da si vzamete nekaj počitka, da se sprostite, zato da boste lahko prejeli svoj navdih in pa svojo kreativno vizijo. Do naslednjega tedna. Čau, čau. Voda je odlična. Tele je zalet v objektiv. Evo jo. Sploh ne veste, kako to lepo izgleda. Jaz sem čisto navdušena. In definitivno je to moj današnji angelski navdih. 1300 novih oljkic čaka na sajenje. No in takole s sončnim zahodom se vikend zaključi.